Če znamo prisluhniti govorici vode, spoznavamo najčudovitejše zgodbe življenja in stvarstva. Spoznavamo najbolj skrivnostna za obstoj življenja prepotrebna bitja, rastline, živali, prebivalce prostranih morja, rečnih veletokov in blatnih mlakuž. Vsako življenje zgovorno pripoveduje svojo zgodbo o nastanku in okoliščinah, ki od njega terjajo vse njegove sposobnosti za preživetje. Ko je mlada čaplja preletela dolino, katero je dolga tisočletja gradila reka Vipava, jo zagotovo niso zanimala skrbno obdelana rodovitna polja, bela pročelja razkošnih stanovanjskih hiš, niti sodobna hitra cestna povezava. Sledila je reki Vipavi, ki počasi vijugasto potuje skozi rodovitno dolino in sabo odnaša nepotrebne stvari, ki jih za seboj brezbrižno pušča visoka civilizacija. Velikokrat je bil dotik bregov premalo, da bi počasna reka postorila vse, kar ji nalaga njena gospodarica narava. V vseh njenih izvirih je bilo premalo vode, da bi lahko skrbno nasula prodnate brežine, napojila izsušena polja ali počistila odmrla drevesna debla. Poleg tega je morala poskrbeti za vse njene prebivalce, da bodo lahko pomnožili svoj rod in z življenjem napolnili deželo. Zato so ji na pomoč znova in znova prihajali temni oblaki in jo bogato napojili, tako da je njeno vodovje zapustilo rečno strugo in se razlivalo po poljih in travnikih v samem dnu doline. Prav taka velika voda je zamikala mlado čapljo, da je preletela poplavljena polja, si ogledovala predele, kjer se rečni tok upočasni in kjer bi si lahko v trstičju spletla gnezdo in poskrbela, da bodo njeni puhasti mladički imeli pri roki dovolj hrane. Počakala je, da se je reka Vipava vrnila med svoje bregove in poiskala močvirje, ki v svoje zavetje privablja številne prebivalce, kateri so življenjsko odvisni od stoječe vode. Prav nič jo ni zanimal nastanek velike luže, bolj jo je skrbela množica sostanovalcev, katerim nikoli ne smeš popolnoma zaupati. Roparska ptica se bo z veseljem pogostila z nebogljenim mladičem, nestrupena kača Goš ali kobranka prav tako. Še huje je, če srečaš človeka, za katerega nikoli ne veš, ali ti želi dobro ali ti bo stregel po življenju. Toda številne lesene hišice, razsejane po okoliških drevesih, so dajale občutek varnosti. Tu se bo ptičji rod udomačil in poskrbel za svoje potomstvo. Potem pa, ko bo glas narave preglasil melodijo ptičjega petja, bo odletel v tuje kraje, v druga lovišča in tam nadaljeval nikoli dokončano ponavljajočo zgodbo ženitve, svadbe in odraščanja. Nekdo pa je vedno tu, ki vse sprejema, vse prenaša ter nudi gostoljubje in varno zavetje svojim prebivalcem. To je stari molčeči gospod, Bajer mu rečemo. Davno je že tega, odkar se je preko njega prelival glavni tok reke Vipave. Takrat je bil bister in čist, da se je lahko mimoidoči sklonil nad vodo, sklenil dlani in se odžejal v poletni vročini. Nekoliko manj se je Bajer veselil razposajene otročadi, ki je med kopanjem kalila rečno dno in preiskala sleherno molino, kjer bi se lahko skrivala postrv, lipan, klen ali vsaj rejeni krap. Pogosto so naleteli na mastnega soma, ki pa ni bil preveč zaželen za nedeljsko kosilo. Takrat je bila rečna struga še bolj vijugasta in razlita daleč po dolini. Ljudje pa so potrebovali rodovitno zemljo in rečni nanos je bil kot nalašč primeren za poljedelstvo. Tako so Vipavi urezali globoko ravno strugo, da se vode ne bi razlivale po obdelovalni zemlji. Takrat je našel Bajer svoj mir. Da ne bi popolnoma presahnil, je še vedno obdržal stik z reko Vipavo, ob velikih vodah pa je vedno zamenjal večino vode, pa tudi večino svojih prebivalcev.
Številne ribe so ostale ujete v veliki luži, ker je voda prehitro otekla. Ponavadi so postali lahek plen domačim ribičem. Ribi podmladek, ki se je zadrževal bliže obrežja, pa so pozobali ptice ali race. Sicer pa bi le malo sladkovodnih rib dalj časa preživelo v stoječi vodi. Na svoj račun so prišli le krapi, ki so se radi valjali po blatni vodi, iskali hrano ali v blato celo odlagali ikre. Dolga in slikovita je zgodba, ki jo Bajer hrani v svoji globini in jo izpovele pozornemu opazovalcu, ki je dovolj potrpežljiv, da razume počasno govorico stvarnosti. Danes je umirjen, nekoliko zanemarjen gospod, na katerega se mimoidoči komajda ozre. Toda ni bilo vedno tako. Mimo njega je vodila glavna prometna povezava skozi Vipavsko dolino. Res da je bilo takrat prometa bolj malo, toda ljudje so od nekdaj imeli potrebe, naloge in dolžnosti. Še nedolgo tega sta vasi Zalošče in Prvačina spadala pod isto civilno in cerkveno oblast. Ko je bilo potrebno urediti zemljiški list ali urediti zapuščinsko razmerje, so morali Zaloščani na občino v Prvačino, mimo Bajerja kajpak. In če je hotel dušni pastir opraviti bogoslužje v Zaloški cerkvi svetega Lovrenca, je moral prav tako mimo Bajerja. Tudi trgovske in transportne poti naj bi nekoč potekale tu, kjer je sedaj še samo blatni kolovoz. Neka zgodba pripoveduje, kako se je tik nad Bajerjem prelomila os težkega tovornega voza, ki je peljal največji zvon za Zaloško cerkev. Tovor naj bi se odkotalil na dnu Bajerja. Če je ta del zgodbe resnica, manjka še drugi del, kako so zvon potegnili iz vode. Toda pustimo to. Bajer je danes mlakuža, na pogled neprijazna. Kadar vanjo zaide nepovabljeni obiskovalec, ostaja za njim voda še dolgo časa kalna in blatna in stari gospod se gotovo upravičeno jezi na vsiljivca. Odveč mu je, kot bi pozabil na stare čase, ko v njem še ni bilo divje podrasti in so se v poletnih mesecih v njem kopale gruče otrok. Po zimi, ko je gladino prekrila debela ledena skorja, je iz njega nastalo celovaško drsališče. Tudi danes se najdejo posamezniki, ki bi želeli Bajerju dati veljavo, ki si jo zasluži. Vsekakor gre za naravno posebnost, kjer so našle svoj prostor številne živalske vrste. Predvsem ptice in dvoživke, zato je bolj kot turistična zanimivost primeren za učilnico v naravi. Pobudo za ureditev kraja in okolice je prispeval Zavod Komuni, ki v Zaloščah skrbi za del turistične in kulturne ponudbe in je vključen v program vinskih cest spodnje Vipavske doline. Domačini so večino del pri urejanju opravili prostovoljno. Materialni stroški, strokovni sodelavci in promocija pa so financirani iz programa LAS. Torej, Bajer si temelji prav po nastanku Bajer je ostanek prvotne struge reke Vipave in kot veste, reka Vipava, njena struga je bila regulirana, tam teče nova struga in po Vipavski dolini imamo precej takih ostankov prvotne struge. Sicer naj bi Bajer ostal kar se da neokrnjen, zgrajen po meri narave, kjer bodo njegovi prebivalci živeli v miru. Že letošnjo pomlad je bilo mogoče opazovati razvoj življenja. Tudi že vidi, da so že jajčka malo, niso več prav okrogle. Bila je tudi opravljena učna ura, v kateri so šolski otroci spoznavali življenje dvoživk. Da je reka spremenila to, kaj je spremenila sama, je človek, ja. Naredilo se novo strugo in to je zdaj stari del struge.
Malo se še vidi tisti del in tako voda potem zavije tja proti reki Vipavi. A so to žabe? A ste vsi prepričani, da so to žabe? A, ti si že malo boljši? Se pravi, veš, da krastače niso žabe, ampak to niso krastače. Urhi so majhne, brez repe, dvoživka, veste, da nimajo repa, ne? Ma te ni polulala, samo voda je, mokra je. To je strupeno samo za žival, ki bi urha pojedla, bi bruhala. Zato s to barvo opozarja, bežte proč, ne me tikat, kaj sem strupen. Prihodnje leto pa pričakujejo naselitev številnih ptic, ki bodo imele na razpolago različne valilnice, postavljene v neposredni bližini. Morda bo prizadevnim domačinom le uspelo ohraniti neokrnjen delček stvarstva, kjer bo potekalo življenje nemoteno in hkrati na očeh pozornih opazovalcev.